Gospod Breznik, kako usmeriti vse sile v to, da se agresija konča tako tu, bliže nam, kot na Bližnjem vzhodu? Prva žrtev vsake take vojne je resnica. To je splošno dejstvo. V primeru napada Rusije na Ukrajino se ve, kdo je agresor, kdo je tisti, ki se brani, komu treba pomagati in kdo v tem trenutku brani evropske meje. Tukaj v tem trenutku, nažalost, imamo na drugi strani psihopata, ki si želi ustvariti neko novo Sovjetsko zvezo, sam sem bil na obeh vojnih območjih, bil sem drugi Slovenec, takoj po misiji gospoda Janše Moravetskega in Petra Fiale, sem bil v družbi skupaj z prvim podpredsednikom Evropskega parlamenta, dr. Othmanom Karasom, nekaj dni na misiji, tako v Ukrajini, kot kmalu po 7. oktobru tudi v Izraelu. Zdaj, seveda, zadevi imata različno konotacijo. Prvo, kar moramo vedeti, v vseh arabsko-izraelskih vojnah so prvi vedno začeli Arabci. Vedno so vse vojne izgubili, to je prvo dejstvo. Drugo dejstvo je, da v bistvu Palestinci sami niso začeli tega masakra, kjer so dobesedno pokrali več kot 1300 ljudi, ugrabili, kar je del njihove taktike, ampak to so storili njihovi veliki gospodarji islama na Bližnjem vzhodu, to je nekdanja Velika Perzija ali Iranci. Vemo, kaj se je zgodilo trenutno. Irancom so pa dali ta nalog njihova velika partnerica v zločinih, torej Putinova Rusija, ki sodeluje skupaj z Iranom. Zato se del tega konflikta prenese sedaj na Izrael. Zdaj, v Izraelu moramo še nekaj vedeti. Ko sem bil jaz v Izraelu, ko sem bil v bolnici, kjer so se zdravili, torej v Izraelu, v Tel Avivu, tam zdravijo otroke z redkimi boleznimi, so Palestinci. Tam živi celo vrsta palestinskih družin, ki so zbežali pred Hamasom. Od leta 2006 tam ni bilo volitev, še takrat, ko so odišli, ko je bilo avtonomno področje Gaze, Ariel Sharon, jaz sem imel o njem slabo mišljenje in še imam tudi danes, je celo odkopali so Izraelce, Židje, svoje mrtve in so jih odpeljali na drugo stran. Ob sami Gazi so postavili celo vrsto industrijskih območij, kjer so hodili Palestinci delati, lahko bi rekel, na izraelsko ozemlje, kjer je v te kibuce, kjer smo jih obiskali, tam lahko bi rekel, so delovali lahko bi rekel, kot neke skupnosti in so imeli dobre odnose. Zakaj so to počeli v tem trenutku, je seveda vprašanje. Glejte, ko govorimo o resnici, moramo tudi vedeti to, kar je gospod Pukšič povedal. Kaj je rešitev? Rešitev je to, kar je gospod Grošelj rekel. Prvo je seveda izpustitev talcev. Druga rešitev je mirovni sporazum. Tu ne gre samo za ozemlja, tu gre tudi za dostop do pitne vode, dostop do sakralnih objektov, tu gre za zelo kompleksna vprašanja, ampak prva zadeva, koliko jaz poznam zadevo, bi se ta ofenziva tudi ustavila, koliko bi izpustili talce v tem trenutku. In imamo več kot 600 km tunelov, imamo vse civilne objekte, v katerih je vojaška tehnika. Vi veste, da po ženevski in haški konvenciji izgubijo status civilnih objektov, nažalost, in zelo kompleksno vprašanje.